Poslanska skupina Socialnih demokratov bo podprla predlog predsednika države, da za guvernerja Banke Slovenije imenuje gospoda Andreja Ranta. Ob tem bi radi poudarili, da smo že nekajkrat ob razpravah o kadrovskih predlogih v zadnjem mesecu dveh opozorili, da morda ni dobra praksa predsednika države, da k oblikovanju tako pomembnih kadrovskih predlogov, kot so ustavni sodniki in tudi guverner Banke Slovenije, ne pritegne po dosedanjem običaju tudi poslanskih skupin. Sprejem ali odklanjanje kandidature je lahko povezano samo z kvaliteto kandidata in pač z strokovnimi in političnimi pogledi, ki jih ima posamezna stranka na kandidata, v nobenem primeru pa s tem, ali so bile ali ne konzultacije opravljene. Mi smo dobili oba predloga predsednika vlade za gospoda dr. Žigo Turka, za ministra brez listnice, odgovornega za usklajevanje in spremljanje strategije razvoja Slovenije, in za gospoda Iztoka Jarca, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Najbrž veste, in to ni treba posebej poudarjati, da je poslanska skupina Socialnih demokratov opozicijska poslanska skupina in zaradi tega ni dolžna sodelovati pri oblikovanju vlade. Prvo se mi zdi zelo neodgovorno, da vlada šele po enem letu predlaga ministra za tako imenovani razvoj oziroma za reforme, če vemo, da je še leto in 8 mesecev do državnozborskih volitev. Poleg tega v poslansko skupino nismo dobili nobene analize, kaj je do zdaj to ministrstvo delalo, kakšni so njeni rezultati, in pa tudi sami ne vemo, kaj in na kakšen način se nam bo gospod dr. Žiga Turk tudi predstavil, v katero smer grejo njegova razmišljanja na koncu razvoju Slovenije. Če bi se na koncu športno izrazil v športnem besedilu, bi rekel takole, da gre še za en nakup dragega igralca, ki pa že naprej vemo, da ne bo imel ustrezne minutaže pri igri. Tako da se mi zdi resnično neodgovorno od vlade 1 leto in pa pol imenovati pred državnozborskim volitvam tega ministra. Od gospoda Jarca seveda predvsem pričakujemo, da bo podal konkretno rešitev za reševanje izplačil subvencij, za katere predhodna ministrica ni zagotovila sredstev v proračunu, in s tem seveda tudi pričakujemo jasen odgovor oziroma stališče novega ministra, predvsem do slovenskih kmetov in tistih, ki se dejansko s kmetijstvom in obdelovanjem zemljišč ukvarjajo.